Da, včeraj ste nas zasuli z vprašanji, kar se tiče vinjet, oziroma, bom rekel, generalno za cestninjenje, in ocenil sem, da je prav, da o tem tudi spregovorim. Na začetku bi hotel zelo jasno povedati, da Ministrstvo za promet zelo intenzivno dela na projektu uvajanja cestninjenja v prostnem prometnem toku s satelitsko tehnologijo. V skladu z vladnim akcijskim načrtom bo za tovorna vozila nad 3,5 tone tovrstno cestninjenje uvedeno do avgusta 2009 in za vsa ostala vozila do konca leta 2010. To smo nekajkrat že povedali in tu se seveda stvari niso nič spremenile. Projekt poteka dobro, v skladu z terminskim načrtom in pred kratkim smo v skladu z razpisom izbrali tudi svetovalca, ki nam bo pomagal pripraviti razpis potem in vse ostale aktivnosti. Ker pa seveda analize prometa in seveda vsi vsakodnevno ugotavljamo, da se nam seveda promet povečuje in da imamo iz tega naslova seveda resne težave na naših cestninskih postajah, seveda predvsem zaradi pretočnosti. Razmišljamo na Ministrstvu za promet seveda za prehodno ali pa, če drugače rečem, vmesno obdobje. In tukaj poudarjam seveda to prehodno obdobje, da bi preučili tudi seveda druge oblike možnosti cestninjenja. Tukaj ne negiram tega, da ne preučujemo možnost uvedbe vinjet, seveda v smislu povečanja prometne pretočnosti. Smo v začetni fazi, kjer zbiramo in preučujemo informacije, možnosti in variante. Ključne informacije oziroma vprašanja ali pa tudi kriteriji, če hočete, pa so seveda prvič finančna vzdržnost sistema. Jaz mislim, da ga ni nikogar v Sloveniji, ki bi seveda hotel ali pa želel narediti nekaj takega, kar bi lahko ogrozilo finančno vzdržnost Darsa. Drugo, kar je zelo pomembno, okoljska vprašanja, oziroma sploh ekologija. Dejstvo je pač, da manj zaustavljanja, manj postaje pomeni manjšo obremenitev in večjo pretočnost, hkrati pa se seveda strinjam, da hočemo in želimo vzpostaviti sistem, ki ne bo posebej atraktiven za tranzit. Seveda pa je potem tu cel kup drugih vprašanj, ki se pojavljajo, kakšne vinjete, za kakšna obdobja, po kakšni ceni, kaj seveda to pomeni za tovorna vozila domača, kaj za tranzit, kaj to pomeni za ostale uporabnike, kakšne so nenazadnje omejitve zaradi evropske zakonodaje. Skratka, zadeve se proučujejo in marsikatero vprašanje, ki mi je bilo včeraj zastavljeno, oziroma ki smo ga dobili, bi tudi jaz pravzaprav želel imeti odgovore na ta vprašanja. V tem trenutku imam še vedno bistveno premalo informacij, da bi lahko karkoli natančnejšega povedal. Jasno pa je nekaj. Kakršenkoli korak v zvezi s tem bomo naredili šele takrat, ko bomo 100% prepričani, da le-ta ne bo ogrozil poplačilo kreditov najetih za izgradnje avtoceste. To je dejstvo in od tega seveda ne bomo odstopali. Vem seveda tudi to, da to zdaj seveda v zadnjih dnevih ugotavljam, da je na nek način javno mnenje naklonjeno uvedbi vinjet, kar potrjuje cela vrsta elektronskih pošt, ki sem jih dobil, in tudi nekatere vaše ankete, ki ste jih naredili v vaših medijih. Kljub temu pa je seveda potrebna pri tem zelo, zelo velika previdnost. Saj gre za
resno zadevo. In v tem primeru se seveda napake ne smemo privoščiti.